Ne spreminjaj me, to sem jaz, taka sem. Po svoji poti grem, poslušam le srce. Sama sem na svetu brez laži, to niso sanje, ni me strah, želja. Ne skrivam se za te borim. Srečna sem, ker čutim tvojo dlan. Prisluhni mi, saj je najin čas, greva nekam stran. Ostani nocoj s mano na poti, srečne zvezde svetijo le nama zdaj. Verjemi nocoj, za ljubezen dam ti vse, čisto vse. Dam ti dušo in telo. Brez ljubezni besede prazne so. Njihov svet, ki jo ubijam spet, me ne zanima. Njihov svet, ki prazen je in slep. Ostani nocoj s mano na poti, srečne zvezde svetijo le nama zdaj. Verjemi nocoj, za ljubezen dam ti vse, čisto vse. Zjutraj sonce bo in ti boš moj, ljubi moj. Zdaj zares živa, že čez mejo sva, ko ni več vrnitve nikjer. Ni več sledi, ostani nocoj s mano na poti, srečne zvezde svetijo le nama zdaj. Verjemi nocoj, za ljubezen dam ti vse, čisto vse. Zjutraj sonce bo in ti boš moj, ljubi moj. Mesto Tolmin je gostujoče mesto na letošnjem Slovenskem knjižnem sejmu. Zdravko, ti prihajaš z njimi očitno. Kaj to pomeni gostujoče mesto in na kakšen način se predstavljate na sejmu? Sejmu se reče Slovenski knjižni sejem, ne? In zaradi tega so lansko leto, mislim, da so začeli vsebine širiti iz Cankarjevega doma, po eni strani po Ljubljani, po nekih ustanovah, od zaporov do bolnic, ne vem še kaj še. No, in po drugi strani pa sejem gre ven, letos gre v Brežice, gostuje v Brežicah in povabi eno mesto. Letos je to Tolmin, ker je alpsko mesto leta še, to se združili to dvoje. No, in smo potem zasnovali eno reč, ki ne bi recimo naredila prerez, ko se po eni strani neke vsebine, ki so bile letos predstavljene v knjigah, ne, ki so išle v letošnjih izdajah. To so Tone Kralj, pa njegova vloga ob tem na Tolminskem med drugim. Potem so to staroverci, ki so tudi bazirali na Tolminskem, in je ena novo objavljen dnevnik iz Prve svetovne vojne Cirila Muniha z Mosta na Soči oziroma takratne Svete Lucije. Skratka, 3 teme, ki
ki so zelo značilne za Tolmin in jih zdaj lahko dobimo tudi v novih knjigah, ki pač v povezavi z založništvom narejeno. No, potem smo se pa, ko sem pripravljal koncept, se mi je zdelo, da se velja izkoristiti ta kulinarični del knjižnega sejma, ker konec koncev kulinarika zadnja leta je popularna in smo tudi vzeli, bi rekel, tri značilne oziroma dve značilni temi Tolmina, to je sirarstvo, sir seveda in soško postrv. Iz sira ste pripravljali friko? Ja, iz sira smo delali friko, čeprav prvi dan je Planika predstavila tudi sirno župo in sire. No, danes je pa Faraonika d.o.o. prinesla neke nove, mogoče manj znane načine priprave postrvi, od karpača do nekih paštet, ribjih in tako. No in seveda, glede na to, da smo tu, se mi je zdelo logično, da pridejo brati tolminski pisatelji, prišli so 4. In za povezavo smo potem naredili še en večer splošen predstavitven, kjer smo dobili ljudi, ki tako ali tako drugače izvirajo iz Tolmina. Tolminski Snežet, Jan Cvitkovič, Ana Duša kot pripovedovalka, Bogdana Hermanova. Skratka, tisto smo zaokrožili v en večer. Zdaj to sem delal na nek način prek Majra Lokateli, društvo iz Volč, ki ima že izkušnje s temi in tudi stike s temi ljudmi. Zelo dejavno sta pa zraven sodelovala tudi Tolminski muzej in Tolminska knjižnica. In popestrili ste tudi z glasbo Janeza Škofa in Sakside? No, seveda, te dogodki kulinarični so dosti bolj pestri, če je zraven kakšna spremljava, tako da prvi dan smo imeli Snežet, ki so tle pelko, in danes seveda Janeza Škofa pa. In tudi tu smo se povezali s knjigo, recimo Andrej Lupinc, ki je izdal že 2 knjigi ribiških zgodb, pa sta sodelavca in kolega in skupaj nastopata z Škofom in z Žigom Saksido, tako da so prišli in so naredili, rekel, en tak lep pesniško nadgradnjo teh kuharskih veščin. Letela laška mina in me smrtno ranila, prsi mi je raztrgala, srčece preluknjala. Prsi mi je raztrgala, srčece preluknjala. Carjo pes mi liže dlan, oko pa kljuje črn bran. Ljubezen moja prebudi me, postajam vedno bolj zaspan. Ljubezen moja prebudi me, postajam vedno bolj zaspan. Pošiljam še zadnji poljub, zdaj ko blatu ležim, zavit v mračen obup. Pošiljam še zadnji poljub, zavit v mračen obup.
Če se spomnim daleč nazaj, ko smo na manevre šli, tam daleč, spod, v Makedoniji, na Popčevu, pri Strumci. Za sabo smo v snegu puščali plitke mazolaste sledi, zasopli rdečelični mladeniči, v prste premrle, premraženi smo šklepetali z zobmi, ropotali s puškami in je oprema cinglala, kada bi se ovce pasle, tam daleč v Makedoniji, na Popčevu pri Strumici. Pa sta se sirtaki in bolgarski džez čez mejo splazila med nas vmes in se tihotapla pod našimi čeladami, zamolkli zelenimi. A ne lažem, čist zares, na Popčevu pri Strumici, tam daleč spod v Makedoniji. Naenkrat se je oficer zadrl, naj gremo na Juriš v napad. Mater je mogel smešen zgledat od daleč, pa od zgor ali pa od odzad. Kada bi se grah kotalil po rižot orenk razkuhan, tam daleč spod v Makedoniji, na Popčevu pri Strumici. Resna branja, poezija, proza, popestrena na drugi strani s kulinaričnimi in šalivimi večeri. Ja, veste, to je danes je pač tako, da so te mediji, različni umetnosti tako prepleteni, da ni več tako zlasti v nastopih za večje skupine in sejem je pač sejem, da se meša atraktivno, pa vseeno paziš, da ne bi šlo prenisko, da ne bi stopili iz teh okvirov ven. Jaz upam, da smo to ravnovesje ujeli. Skozi knjigo in govorjeno besedo naredili tudi promocijo kulinarike in turizma tolminski. Ja, čeprav to tako bom rekel, da gotovo je to promocija, ne? Tukaj tudi tle konec koncev tle so promocijska gradiva zlasti za te recimo Javorco, za te muzejske objekte, ki imajo tudi neko svojo kulturno vrednost. Ampak če tako rekel, samo promocija lepo, ampak meni se zdi, da še bolj kot to se mi zdi, da se predstaviš celostno, no. Da ti v nekem okviru, kot je knjižni sejem, doprineseš znotraj tistega, ne? Ko so sejemske vsebine, dodaš pač nekaj, kar nastaja na tistem področju, da se to lepo nadgradi, dogradi in prispeva k celoti, ne. Anja, že drugič si dobila Jenkovo nagrado, prvič leta 2014, drugo letos. Ko si izvedela za to nagrado, verjetno si bila presenečena. In kaj si pomislila v tistem trenutku, ne po mnenju strokovne žirije, ne po njihovih opredelitvah, ampak tvoje mnenje, tvoj takratni vtis oziroma misel, zakaj jih je prepričalo? Ja, mislim, da ni nikogar, ki ne bi bil presenečen. Ne vem, zdi se mi, da ja, seveda v takem kratkem času, pač v 2 letih dobiti 2 je vsekakor presedan. Mislim, valjda si vesel človek, ne, pač, če se to zgodi. Moja prva misel je bila je šla v bistvu komisiji, integriteti in pogumu, pač, zato ker najbrž tudi njim ni bilo to najlažje, vedoč, da bo to pač za njih, da bojo pač tudi oni verjetno deležni kakih takih podobnih vprašanj, kako pa da zdaj, zakaj pa v kratkem času in tako naprej. Skratka, mislim, da so se, prepričana sem, da so se tega zavedali, saj so to tudi omenili v obrazložitvi. Tako da sem pa zelo vesela, da je pač komisija pač to razumela tudi in vseeno dodelila, pač, če se ji je zdelo, da bi dodelila nagrado, da jo je vseeno dodelila kljub tem morebitnim pač, takim in drugačnim pomislekom oziroma zadržkom, ki bi lahko sledili.
Ali lahko potegnemo vzporednico recimo med tvojimi zbirkami, med pesmimi? Je neka, včasih smo rekli rdeča nič, tako po starem, ki veže vse skupaj, ali so povsem različne? Kar se mene tiče mojega pisanja, gre za nek razvoj. Zdaj pa pač znotraj neke poetike, ki jo skušam graditi. Zdaj pa, a to uspe ali ne uspe, oziroma do kakšne mere uspe, je pa pač drugo vprašanje. Katerih vsebin se dotikaš? Te iritira življenje, krivice? Je to avtobiografsko, je širše družbeno? Na to vprašanje ne morem odgovoriti. Ne, to je v bistvu tako, da vic razlagam. Ne morem odgovoriti na to. To je pač tako ljudje, mislim, tam moje pesmi tam so objavljene. In če pač ljudi to zanima, pač to grejo prebrati, pa si ustvarijo neko mnenje o tem, jaz pa res se ne počutim podklicano za to, da bi razlagal, kaj sem hotel povedati. Vsak si pač neko svoje mnenje ustvari. Poezija ni neko, mislim, jaz se protivim temu, da bi poezija imela, izjemno se protivim temu, da bi poezija imela neko eno interpretativno polje, znotraj kjerga bi pač neke pesmi razlagali, kot ne vem, šta je avtor hotel da kaže. Mislim, to pol pač to krni do te mere poezijo, da postane pač nek tekst. In pol pač s tem vzamemo poezije eno neko raven, za katero si vsi prizadevamo. Zdaj, če jaz to naredim, je pa to tako malo kot posilstvo, no. Tako da niti slučajno ne bom. Ali lahko rečeš, zdaj se bom pa usedla pa pisala ali ne, pride to ali pa ne pride? To je zdaj razlaganje postopka. Pač to je postopek, ko pač, mislim, če zdaj začnem razlagati postopek, bo to zvenelo, kot da, ne vem, mistiko počnem, kot da doma copramo, ne. Za mene je poezija delo. Naporno, zahteva disciplino, zahteva nek napor pojma, zahteva neko doseganje, nek sledenje neki poti, neki poetiki, razvoju neke poetike. To je vse, kar o tem lahko rečemo v bistvu. Kaj pa recimo tole, ali lahko, če enkrat začneš pisati, nehaš, ali te kar nekaj kliče naprej, nekaj vleče, še naprej? Kaj pa vem, po moje, mislim, ne vem, gotovo lahko tudi ne, mislim, sej umreti je sam treba, ne pa davke plačati. Tako da, gotovo, mislim, ne vem, nikoli nisem razmišljal o tem na tak način, težko bi odgovoril na to v bistvu. Založba Franc se tudi letos predstavlja na Slovenskem knjižnem sejmu. Franc, poveva najprej, kaj je novega pri vas? Ste kaj novega izdali? Ja, pred tednom dni je izšel roman Poslušaj me, tebi pojem, Katarine Nadrak iz Železnikov in smo ga predstavili na forumu za obiskovalce tu. Zelo je prijetno, da imam prvi roman v založbici. Če govori, mogoče na kratko. Je že zelo življenjski roman in opisuje življenjske izkušnje Polone, da ne bom preveč izdal zdaj vprašanje, ki se emancipira v družbi, bi tako povedal, osamosvoji in na svoje noge postavi. Je zelo spodbuden in konstruktiven roman, ki pa gradi na neki negativni izkušnji iz otroštva. Torej, lahko ga berejo vsi, od starejših, mlajših, izobraženih, preprostih. Tako je. Mislim, da bo zelo bran, je zelo berljiv in nekateri zamujajo menda že službe, ker morajo celo noč ga brati. Ne, se hecama, ne. Druga zadeva pa je, ki smo izdali, je stenski koledar, umetniški stenski koledar, ki je pa povezan z publikacijami založbe. Namreč lani smo izdali v barvah Utripajo bližine eno literarno umetniško delo in sem povabil nekatere likovnike, da svoje prispevke ponatisnejo in je nastal lep koledar, ki nas bo spremljal skozi leto 2017. Dodal pa sem še tudi 3 ustvarjalce iz avstrijske Koroške in koledar je trijezičen, tako da ga tržim tako v Sloveniji kot v Avstriji. Super, čestitam. Drugače pa verjetno na sejmu predstavljaš tudi druga dela, druge knjige iz prejšnjih let. Ja, seveda, tiste knjige iz prejšnjih let, morda najbolj odmevna je Žled, literarizirani spomini na to dogajanje leta 2014, ko je bil razpisan natečaj na to tematiko in smo skupno z Andrejo Blažič Klemenc uredila knjigo.
Seveda tudi prvenec, pesniški prvenec Andreja Blažič Klemenc je še na voljo, ali pa od Vande Šega 9. knjiga, ki je šla pri založbi Fran. Tudi prvenec, prva knjiga, ki je slovenska avtorica Darja Mihl iz Prvačne, je še na voljo. Tako da lahko povem seveda tudi moja zbirka, pesniška zbirka, se dogaja. Čeprav je to mala založba, ampak je povezana z ustvarjalci, likovniki kot seveda besednimi ustvarjalci tu v Sloveniji. In so stiki tako lepi nastali in me to najbolj veseli. Omenil si stike, torej na tak način dobiš nova poznanstva, je promocija založbe na takem sejmu, kot je knjižni sejem? Največja promocija je tu. Jaz se sicer ne udeležujem veliko sejmov, ampak Ljubljane nikdar ne bi izpustil več, dokler bom imel založbo, ker je tu res srečavališče tako ustvarjalcev kot bralcev, kot knjižničarjev, kot zainteresiranih. Nekateri pridejo torej iz avstrijske Koroške, ampak to je marginalni del. Zelo živahno je tu na sejmu, pridejo različne starostne skupine in vsak izbira pač po mili volji. Izreden lep sejem je. In kakšen je odziv obiskovalcev, letošnji vtis tvoj, recimo do sedaj, smo že skoraj pri koncu? Spodbuden, daje tako rekoč injekcijo za delo naprej in tudi prodaja je tu možna, kar na recimo v avstrijskih sejmih ni običajno, in je tu prilika, da pokriješ pač stroške, ki jih za sejem investiraš, in tako da s prijetnim občutkom nadaljuješ z delom. In kaj lahko pričakujemo v prihodnosti? Je že kaj na obzorju? Ja, ampak ne bom začel napovedovati, zato ker če se potem ne uresniči, je razočaranje in prosim, da počakate. Je pa seveda zdaj v prvi vrsti treba predstaviti Katarinin roman in bomo v Kranjski knjižnici predstavljali najbrž tu v Škofji Loki, pa seveda tu v Ljubljani, v Trubarjevi hiši, pa morda še kje, tako da bo v naslednjih mesecih prilika roman spoznati. Ta knjiga je pravzaprav že tretja knjiga v tej naši seriji, kako so gradili državo. Prva je bila osamosvojitvena vlada, druga monografija o Jožetu Pučniku in zdaj ta tretja je knjiga o Francetu Bučarju in je, da tako rečem, neke vrste logična posledica prejšnjih dveh knjig, da smo se lotili tudi te knjige, jo izdali. Vse tri pod peresa Rosvite Pesek. In smo seveda hvaležni, da je gospa dr. Rosvita Pesek, ki je tudi zgodovinarka in pravi, da je zgodovina njena velika ljubezen, da je vse te tri knjige napisala. Ona tudi zelo dobro pozna to situacijo, ker je sama kot novinarka poročala iz Državnega zbora oziroma iz skupščine takrat in zelo dobro pozna že kot, tako rečem, priča časa te osebe in zaradi tega smo pač potem seveda za njo zelo radi odločili. Mogoče povejva samo, kako je knjiga zgrajena, iz kakšnih poglavij, kako začenja in kako se razvija do konca. Ja, knjiga je zgrajena, lahko rečemo kronološko, to je dejansko zgodovinski opis življenja Franceta Bučarja, pripoveduje o tem, kako se je izobraževal v Škofovih zavodih kot fant oziroma mladostnik, kako je potem bil ujet pod Italijani, prišel, mislim, da v Gonas oziroma v italijansko taborišče, kako je prišel k partizanem, potem na Koroško in kako je potem spet se vrnil z Koroškega, kakšne službe je opravljal. To se pravi, kronološko je ta knjiga zgrajena. Seveda na koncu je največji del posvečen osamosvajanju Slovenije in vlogi Franceta Bučarja pri tem. Ima pa tudi
kar se meni tudi zdi zelo pozitivno in dobro, nekatere njegove članke v celoti objavljene. Tako Bučarjeve članke, naprimer tisti prispevek, ki ga je napisal za znamenito 57. številko Nove revije. No in ob koncu imamo potem še na približno 200 straneh razne pogovore, intervjuje z osebnostmi, ki so bili takrat v tistem času, ki so bile tudi pomembne v času samosvajanja. In čisto na koncu še njegovo zadnje slovo. Sprevod je vodila Rosvita Pesek za televizijo, mislim. Ja, seveda, tudi to je spremljala. Mislim, da je tudi naredila dokumentarni film, tako da je seveda tudi to spremljala. To se pravi, dejansko je ta knjiga tako rekoč iz prve roke. Piše o Francetu Bučarju, piše oseba, ki se zelo dobro spozna, ki je veliko gradiva tudi pregledala, naredila veliko pogovorov, ki je sama ta čas tudi sodoživljala in ki je recimo tudi šla in preverila arhivsko gradivo. Tako da je ta podoba Franceta Bučarja res celovita. Orlando, še vedno si glavni urednik založbe Litera iz Maribora, tudi na Slovenskem knjižnem sejmu nastopate letos. Kakšen je obisk, si zadovoljen? Ja, z obiskom knjižnega sejma smo kar zadovoljni, najbrž je k temu prispevalo nekaj tudi vreme. Z nakupom knjig je pa pravzaprav ena taka srednja žalost, bi rekel. V današnjem času primerno, ne? Ja, v današnjem času so knjige pač še zmeraj drage. Nismo za to krivi samo založniki, ampak tudi celotna knjigarniška mreža. No, na sejmu pa mi seveda lahko cene samostojno spustimo in pri teh knjigah z nekoliko dostopnejšimi cenami pa moram reči, da smo zelo zadovoljni in to nam pač vsem nam založnikom, ki smo tukaj, govori o tem, da je magična meja recimo nekje okrog, za ceno knjigo nekje okrog 10 evrov in to je tudi poštena cena. Kaj pa je novega pri Literi, povejva? Kaj ste letos izdali ali pa lani recimo? Ja, pri založbi Litera bi morda upozoril na nov roman Ferija Lanška, Češnjev cvet. To je ljubezenska zgodba. Moram reči, da beležimo zelo dobre odzive bralcev za to knjigo, to je prav pred enim mesecem išla. Omenil bi morda kot zanimivost znanega slovenskega odvetnika dr. Petra Čeferina, ki je napisal ene odlične kratke zgodbe iz sveta odvetništva, skratka o svoji poklicni poti in kako se je pravzaprav, s kakšnimi ljudmi se je vse srečeval in imel socialni čut do svojih torej klientov. Iz te bolj, bom rekel, globje literarnega polja bi omenil morda mladega Kazimirja Kolarja. On je iz Gorenjske, ne vem pa točno z katerega mesta, ki je napisal en zelo lušen roman Prvenec, ki je bil letos nominiran za nagrado za najboljši knjižni prvenec. Omenil bi se potem tudi pesniško zbirko Vinka Möderndorfera in še kar nekaj jih je. Te so najbolj, kako bi izpostavljene, recimo. Vroče, ja. Knjiga, ki jo držimo v rokah, je dobila neko posebno nagrado. Kakšno? Ja, tale knjiga od mladega Gregorja Kosija iz Maribora je dobila nagrado za najlepše oblikovano knjigo na knjižnem sejmu za letos. Res je naslovnica zelo nenavadna. Pravzaprav ta podoba takoj bije v oči, ima pa seveda potem, ko greš brati, ta podoba je zelo povezana z vsebino. In smo veseli seveda za to nagrado, ker se takoj sliši o knjigi in je kakšen bralec več najbrž. Kaj pa drugače, če te vprašam, se da preživeti v založništvu? Danes s pisateljevanjem je težko. Ja, jaz bi rekel tako, če je založba neka delniška družba, kateri cilj je pač ohranjanje in seveda tudi plemenitenje kapitala, potem bojo te ocene zelo, zelo negativne. Bojo rekli, to se ne da. Če pa deluješ kot neko društvo ali kulturni zavod, kjer ti je pomembno, da si finančno nad vodo, se pa da normalno živeti. Litera spada med slednje, tako da nam je pravzaprav tista pozitivna nula čisto v redu. Nam je bistveno, da knjiga pravzaprav seže bralcu v srce, da pač nekako ločijo naš knjižni program, ki je bolj literaren,
od tistih recimo bolj komercialno zanimivih. Ne. To je naše gledanje in se da preživeti. Ja. In če je res tako pomembno, če je res tako pomembno to, koliko te ljubim, potem natančno me poglej v oči in če se ti zazdi, da res te rad imam, glej me, glej naravnost v oči, vidiš ogenj, ki te greje, čutiš led, ki te hladi.